Se dela vse, stari, si siguren? Ja, poglej še enkrat. Ja, zdaj ne moram več gledati. Zdaj snema dal, lučke gorijo, ne? Lučke gorijo. Kaj ti bo javljalo, če ne bojo gorele več? Začelo bo ne svetiti ali pa svetiti Kaj pa, če ne bomo videla? Bom jaz spremljal, itak ko tebe gledam, vidim tvojo lučko. Ok, da gremo. Ti pa, ko mene gledaš, verjetno vidiš Zdaj ti je ime kak? Dani sem. Pa Dani kdo? Dani. Mislim, kak se pišeš? Sima. To mi je rekla. Ok, pazi. Prej si bil pa slovensko budalo, ne? Ni več. Ampak bil si? Je bil. No, ok, pazi. Dame in gospodje, dobrodošli v zelo posebno izdajo Gartnerjevega podcasta Brez dlake na jeziku. Ne? Mi smo se znašli v hramu sladkarij, hramu prepovedanih substanc, veš, če gledaš. Ne, sladkor ubija ljudi, ne? To bo razčisla, ampak glej, kamorkoli pogledam je skušnjava, ne? In jaz se zdaj malo trudim, da bi par kil zgubil za poletje, ne? In zdaj sem prišel kaj je to, Snack King, razumeš, Ultimate Snack Shop, in zdaj bo to problem, ker med samim intervjujem bom povedal, s kom pravzaprav sedim, bom verjetno, jaz tule malo kakšne žepe na filu, kaj take, ampak v glavnem, dame in gospodje, če se zresnimo malo, ne. Vgasem hladilnik, da ne... Ja, dej, prosim. Z mano je bil, ne, ja, z mano je bil fant, ki ga je cela Slovenija najprej poznala po vzdevku Slovensko budalo, ne. On je naredil orjaško zgodbo na TikToku, on je naredil orjaško zgodbo na YouTubu, potem je postal tudi hip-hop glasbenik, ne? Jaz sem ga v eni vdaji gostil pred leti, ko je bil še dojenček, ne? Zdaj je že odrasel fant, ne? Ki ima by the way tudi zelo očedno punco, ki si me prej uspel videti. Ne? In kar je pri njemu fascinantno, poleg tega, da je izvajal neke drame, o katerem ga bomo tudi vprašali, ampak kaj je on fascinantno zgodbo naredil, malo sem raziskoval te tiktokerske stvari. Tu in tam je komu uspel, recimo, ne vem, preboj, da je začel parfume prodajati, da je začel, ne vem, čevlje prodajati in tako naprej. Pa recimo vem, da je Andrej Pavličevič naredil fitness zgodbo s TikTokom, ampak veš, nekdo, da bi pa odprl neko trgovinco, razumeš, nek svoj projekt, eno svojo špuro, eno svojo novo zadevo, tega pa v Sloveniji ni ravno veliko in z mano je fant, ki ga zaradi tega še posebej in izjemno spoštujem in mu dam lahko samo klobuk dol, tako da, dame in gospodje, the artist, formerly known as slovensko budalo, Dani Sima ali enostavno Dani, dobrodošel v Gartnerjev podcast. Hvala za povabilo za snemanje v moji trgovini. Hvala lepa. Sem kaj narobe rekel, sem se kaj zmotil predstavitev. Mislim, navdušen sem, da me tako... Ja, malo sem te na hajpo, ne? Ja. Čuješ, kaj bomo obesla kakve jakne gor na vrata, da je folk vse not ne zlija? Jaz pravim, če bo kak folk prijeti, ne prije, no, da bo ploskal malo žvižga, razumeš, da bo pizdarijo naredili. Ne vidijo, zakaj se gre, ne? Ne vidijo. Dani, ne, predno bova šla na aktualno stvar te tvoje trgovince. Dajmo iti malo nazaj, ne, na te tvoje začetke. Jaz sem zdaj gledal na TikToku, zdaj je to ta TikTok, ki si ga imel že prej, ti imaš ta hip tam gor 150 000 sledilcev. Ne. Je tako. Se ti zavedaš te številke, te spletne tega, moči? Ker nimam dostopa več do tega profila. Čekaj, to je profil, ki ni tvoj? Ni več moj. Komu si ga pa dal? Enemu prijatelju sem ga prodal. No, to moraš čisla. Se pravi, ti si dejansko vse, kar si prej delal kot slovensko budalo, si skenslal. Tako je. Zakaj? Ne vem. Ti je žal zdaj? Pa ni mi žal, stari, mislim. Ja. Zakaj bi mi bilo za karkoli žal? Za 150 000 folka, pizda, ki bi jih rabil za promocijo? Ja, pa niso vsi 150 000 aktivni. Dobro. Na TikToku, itak so, mislim, kaj pa ti dajo ti followeri? Ono številko za to, da lahko nabiješ ti večjo ceno sponzoru, ne? To pa je to. Jaz sem prodal to takrat, ker sem bil 100% v tem, da bom zaključil nasploh svojo zgodbo z influencerstvom, z pač slovenskim budalom in tako naprej. Pol pa se mi je odprla priložnost tega in sem lahko povezal zgodbo v bistvu, da je to bilo vse zaigrano, da sem lahko jaz odprl trgovino. In dobesedno je pol tak izpadlo. Še jaz sem verjel v to zgodbo, da je to bilo pač namenjeno za to, ker štekaš, to je... življenje je samo napisalo scenarij, in jaz samo pač delam to, kar piše v mojem scenariju. Ampak ti si se dejansko kaj naveličal tega content kreatorstva, influencerstva, ali je to bila finta? Dejansko sem se naveličal, tako ti bom povedal, veš, človek je zelo enostavna mašina, ne? Torej,
nikoli nam ni dovolj. Vedno sem hotel več, jaz sem se naveličal teh ogledov, ko so bili najjači v Sloveniji, No, to ti govorim, najjače followere, številke Ja. in karkoli, in sem bil tak, jaz hočem več, jaz nočem tega, pizda človek sem štekaš. Začelo me je prati malo sem, malo tja, hotel bi delati to, hotel bi delati tuno, hotel bi delati tretje in ne vem pač. Nekaj se, če te zmotim, vse dejansko nisi vedel, inside, kaj bi rad. Ne? Tako, si bil tako. reper, pa si imel drame, pa si bil to. Pa, Ja, mislim, ja. Kaj te je takrat, a si imel plan, da boš glasbenik, da boš naredil to zgodbo? Ne, jaz sem hotel samo delati večji cash. Večji cash. In pač biti. Ja. Mislim, s čim si hotel delati cash? Hotel sem delati cash. S čim... Če si dal stran te stvari, ki so ti prinašale cash. Tako je. No, tako je, ja. tako je. Se pravi, dal Hotel si sem- stran stvari, ki so ti nosile cash, hotel si pa delati cash. Ne mi pojasni za to. Jaz se ne vem ti tega pojasniti. Kaj si imel v glavi? Ker to te je neki Hotel sem delati nasploh marketing. Ja. Drugačno da se Drugačno. strici z ozadja štekaš. Tak sem jaz. Pa ti je šlo na kuras, da te vsi poznajo. ali kaj? Tudi ja. Tudi. Ker glej, bodimo iskrena, slovensko budalo, znamka, slovensko budalo, blagovna znamka, to je bila, tako si sam povedal, pravilno ena najmočnejših blagovnih znamk na TikToku, na YouTubu, potem so te poznali vsi. In jaz vem, ko sem te takrat gostil tudi v svoji oddaji TikTok Time, to je bilo pizda, to je bila velika zgodba. Ne? To vse te punce, pa najstnice, pa te fenice tvoje, pa ti, jaz sam vem, ko sem pol TikTok si naredil, pa jaz nisem imel nikoli toliko velik teh followerjev, ampak jaz sem videl, kako ljudje, te mladina, kako te to prepozna, do tebe hodi gor dol, ne? In pa sem si predstavljal, kako je to bilo pri tebi, ne? Ampak te je dejansko to obremenilo do te mere, kurba, da te je to zjebalo. Da si rekel, čakaj na pesto, vse se zdaj hecen čuje, kao da si zdaj, ne vem, hollywoodska zvezda, ampak dejansko mogoče ljudje ne vejo, te, ki se ne spoznajo na te stvari, da TikTokeri slovenski, ta močni, so dejansko res imeli vrste za avtograme, za objeme, za druženje, za ponudbe, karkoli. To je bilo res, tudi iz prve roke, jaz povem, pa še le pri tebi. Ne? To je res. In te zjebalo to. In jaz sem pač mlad fant in Ja, me je zjebalo. bil si Točno nekoč, tako, ja, zdaj nisi več. Ne? Ja. Pač, mislim, to je zdaj bilo to poletje dobesedno. Ja. Mislim, Pizda. kako sem. Ne vem, stari, gled, tak ti bom rekel, vse, kar se je zgodilo z namenom. Jaz sem dobil tega tudi neko šolo, prodal sem pač vse. Ti si državno mrežo si prodal. Ja, tudi YouTube, ja. Komu si v YouTube prodal? Pero Martiču. To si mu res prodal? Ja. To bo vse razčisla. Ti si svoje te super uspešne kanale si prodal drugim ljudem. Tako. Za koliko keša? Lahko to poveš? To ne morem povedati. Vsaj približno, da vemo, Ne morem. veliko, malo. Ne morem. Dovolj, da sem imel dovolj. Pizda. Takšna cena, pač mislim, lahko bi tudi več, ampak. Ja. No, pa dovolj. zdaj, ko sneš ta TikTok, tvoj pogledal, slovensko budalo, zdaj piše gor, jaz sem Dani. Mislim, da Ja, piše. še je moje ime, še Ja, je zaradi tega, ampak ni ker več tvoj. Ni več moj. Ja, pa kdo ga pa zdaj ima? Ta človek, ki ga je kupil in kaj zdaj dela na njemu? Nič. To je, kaj si Zaenkrat ti še gor. nič. Zaenkrat še nič. In bo naredil kaj zdaj on s tem? Bo nekaj naredil. Kaj Recimo, pa? no, da jaz kupim to, kaj lahko jaz s tem naredim, s temi tvojimi followerji, pa pol video, čakaj, to pa ni več Dani. Moji videi grejo še stran? bojo kar. Ne grejo še, ne bojo šli v stran. Ljudje vstanejo gor. Tako je. Čeprav niso zadovoljni pol s tem, kaj je gor, ker so bili recimo navajeni tebe, to mi ni najbolj jasno. Ja, ampak se tam pač bo v bistvu isto nek kontent, ampak ne bomo več jaz. Ja, torej kaj, ne? Jaz izdam CD in potem meni drug izda CD, ljudje imajo pa radi mene, druga več ne bo noben kupil. Ali kak je to, ali se motim? Zakaj bi zdaj jaz hodil na ta Glej, jaz sem mislim, Dani, če imam tebe rad? Oni bojo spremenili ta profil. Ja, pa bo v imel drugo za znamko. blagovno znamko. Tako, moji videi bojo pač ostali gor, Aha. se bo vedlo, da je bil to moj profil, ampak se bojo začeli snemati druge oddaje. Ja. štekaš tam. A pa hočeš mi reči, da ti ni žal, da nimaš več tega TikToka? Mogoče ena polovica govori, da ja, je, definitivno, ampak druga polovica pa stari. Za Snacking profilom sem naredil v 3 mesecih 14,000 followerjev. To si zdaj naredil, ne, ta Snacking profil, Tako. to je zares tvoje. Ali si Ja, ga prodal to je že? moje, to Si je ga že moje, prodal, nisem vmes, še nisi? prodal. Ok. 14,000 followerjev v 3 mesecih. Ja, ja. To je big deal. In zdaj imaš kaj, zdaj imaš samo ta Snacking profil. Zaenkrat imam samo to. Ničesar drugega. Ne. Mislim, imam en profil, ko imam par milijonov ogledov Ja. iz ničesa, ampak pač zdaj iskreno imam plan, da glih to, da dokažem folku, da tudi če sem jaz prodal vsa socialna omrežja,
je to glih tista zanimivost, stari, pri meni. Jaz sem čudak. To vem, Jaz sem budalo. To vem. Še vedno, to je pri meni to je glih res, ja. tisti point, ker veš, najprej so govorili, zakaj slovensko budalo, oziroma še predtem Pujsa Pepa, kako si predstavljam, ko sem delal sinhronizacije filmov, risank in tako dalje. Ne? Ja. Najprej sem delal sinhronizacijo in so prvo vsi govorili, kao, ja, zakaj to, zakaj uno, in sem ne vem, pač delam to. Pol, zakaj slovensko budalo? Ne vem, slovensko budalo, pač to je z moje glave prišlo. Zakaj Snack King? Ne vem, ker je pač Snack King uno in skozi so neka vprašanja, skozi je neka zanimivost, skozi sem zanimiv ljudem. Tudi zdaj, ko sem prodal vse kanale, zakaj si prodal kanale? Ne vem, delam, ustvarjam, vse se gre po scenariju, do tega, da pridem do 1. milijona. Do 1. milijona, koliko ti pa manjka še do tega zdaj? 800 jurjev. Ti še manjka? Še mi manjka. 200 jurjev pa že imaš, kaj? 200 jurjev je že bilo naredito. Imaš keša, da ga lahko na mizo vržeš ali je vloženo? To je vse skup. Network. Network, ja. Ja. Daj mi razloži, ampak zdaj ljudje, recimo, ko pridejo ta tvoj Snack King, vejo, da si ti ta, ne? Ja, še kar mi rečejo slovensko budalo. Zaradi tega pridejo, ne? Ja. Pa to ti pa zdaj paše, ali kaj? Da zdaj pa so tu zdaj navali in te tu zdaj vidijo in si celi veseli, da si tu. Ja, zdaj mi paše, da pridejo sem, ker bojo kupili še neko čokoladico. Ja, sam kaj pa ta zdaj pozornost, ki ti je šla malo na kurat, zdaj pa spet imaš. Zdaj pa vsak kurac v živo vidi, ne? Prej te je sam na TikToku, zdaj pa vsak kurac, ki te želite, lahko prije v živo pogledati. Tako je. Te ne moti to zdaj. Prej te pa je. Prej pa je. Res si budalo, ja. Okay. Ampak glej, no, če gremo mogoče na to, te tvoje začetke, ne? Ko si naredil ta TikTok pa to, ne? Zakaj recimo misliš, da si ravno ti bil tako uspešen, oziroma da te drugače vprašam, si vedel, da boš in kaj je bila ta tvoja prednost ali pa izvirnost mogoče pred drugimi? Si kaj študiral ali je enostavno pač ratalo? Jaz sem vedno bil zabavljač v šoli, tako bom rekel. Vedno me je folk rad poslušal in sem bil vsem zanimiv. Mislim, to ni zdaj ono nekaj, da se kurčim ali kaj, jaz sem v šoli bil vedno zanemarjan. In je to neka verjetno obrambni mehanizem, ko sem pol vse vlekel na foro, veš. In se je to razvilo do te meje, da pač sem postal nek stand-up komik v razredu. Vsi so me poslušali, vsi so verjeli mojim zgodbicam in sem bil tak, to mi je všeč. Pol sem začel delati YouTube, vsi so govorili, kaj boš ti delal toti YouTube, če si en pičkin dim, in pol pa... Čekaj, najprej si YouTube, pred TikTokom? Jaz sem začel YouTube, še preden je TikTok sploh prišel ven. Bravo. Pred karanteno sem začel YouTube. Pa kaj si delal tam gor? Pa to glih, kako si predstavljam risanke. To, ko si jim prej razlagal. Tako. Pa kaj si, to si po svoje si po svojo sem Snežko Snežak, poznaš? Ja. To sem meni da čul, to si neke pizdarije si izganil gor. Nisem to jaz naredil, ampak Snežko Snežak je definicija tega, kar sem jaz delal. Ja. In mislim, pol se pa je razvijalo to, nimam jaz posebnega kontenta, jaz probavam vse, stari, bil sem na džungli. Ja. Glih je ta zanimivost pri meni, da še jaz sam ne vem, pa kaj bi rad od življenja, jaz bi samo rad bil srečen in je to Koliko si star zdaj? 20. Se ne moreš niti veriti, zdaj mi je jasno, zakaj si tak zmeden, zato ko si še mlad. Ja, res je. Ampak no, ko je prišlo pol do tega, pa da TikTok je pol to poknal, ne razumeš. Pol pa se bi jaz fukalo. Pa si pričakoval, da bo taka bomba to. Jaz sem pričakoval, stari, glih to, če ti veš, da se bo to zgodilo, se bo to zgodilo. To je glih ta skrivnost. Tako, mislim, jaz zdaj, če bi začel snemati, tako kot sem ti 20 minut nazaj rekel za international content, če bi jaz, gledaj, stari, zdaj ti bom pokazal živi primer. S punco smo šla samo na morje. To je tako je bila prej tu. To je tako je bila prej tu. Smo šla na morje, sem posnel en video v angleščini in je zbral... Tu pokažemo malo to. Vse boš lahko dal tja pol video. Balkan speaking English. Yes? Možete da... English? English. Yes? Not put your ass on my window, please. Okay, sorry. To je to.
To je 2 to. milijona ogledov. 2 milijona, tole, samo Na tole. Instagramu 6 milijonov ogledov, Ja, pa en video 3 milijona ogledov. In kako 12 milijonov ogledov je zbral ta video. Pa kako si prišel v ta sistem, da je tako gledal, da si nabral? Angleščina. Angleščina. Jaz sem budalo, naravno. Razumem. In je to folko zanimivo gledati. Ja. Jaz pač lahko delam vse. Mislim, glej, tako bom povedal. Saj ne vem, stari moj, zdaj, ko si mi začel te fore razlagati, bi... No, kar povej. Slovenija je zelo zanimiv trg. Ja. Ampak mi je glih to šlo na živce, da me vsi poznajo kot budalo. Ja, to si pač bil, po imenu si imel takšno. Tako. Noben folk ni vedel, pač preveč sem se sekiral, kaj ljudje mislijo o meni. Aha. Jaz sem začel to s tem, da mi je vseeno, kaj si ljudje mislijo o meni. Potem pa, ko imaš ti to vse, sneki. Ko pa imaš ti to vse, pa voda? Ja, ki je moja voda? Da sem te prekinil, ko si tako fajn govoril. Ne vem, kam si dal svojo vodo. No, kar govor, ti kar povej. Išči. No, kar povej. Kaj sem že govoril? Ne vem. Ne, za brez tega si dal. Nekaj ser, no, zakaj ti okoli hodiš? Ne, to si govoril, tule je, ko si iskal, ko si se nehal obremenjevati, kaj si bodo ljudje mislili. Ja, Tako, mislim, nisem tega imel, ko sem začel to delati. Ko pa sem začel to delati, mislim, ko mi je ratalo, pa sem začel razmišljati, ljudje me res vidijo, ko budalo, samo jaz pa to nisem. In zdaj sem prišel spet na to. Ti si predstavljal se tak, ne? Vem. Ampak sem hotel izpasti drugače, hotel sem izpasti profesionalen, hotel sem ne vem, začelo me je prati, stari. Zato si pol ga začel neki begati, sem in tja, bi rekel. Ne? Ti, kaj pa te tvoje drame, no? Dajmo to zdaj razpucati končno malo. No? Si jaz tim zdaj povedal. Ko si to razlagal, nisi razlagal, ampak najprej vem, da si imel s tem svojim reperskim kompanjonom Tomekom, ne? Sta naredili neko umetno vojno, ne? Da se vidva ne mara, da bosta pa posnela skupni duet. Ne? Ja, to je bila fora. Sam ni ratalo tako fajn, kot si mislil, ne? Prosim. Pazi, Zlatko pa Čale Sales, to je bila vojna. To je bila vojna, ne? Zlatko pa Čale Sales sta medijske osebi. Pa se ti si tudi. Jaz sem TikTok medijska oseba. Tomek ni pa nič, ne, ne drugo. Tomek je pa isto TikTok. Midva sva naredila dramo na TikTok sceni. Ona dva sta bila v novicah, v časopisu. Ampak jaz govorim o ugledih tega vajnega komada. To pa ni naredil to, kar si mislil. Sej nisem planiral zbrati kupljenih milijonov ogledov. Mislim, nisi pričakoval večji boom po tej vajni drami. Ne, si bil zadovoljen s tem. Ja, definitivno. To ne vem, to mi povej, ja. To mi je bilo čisto super, pač to, da Čale Sales si kupil 2 milijona ogledov. Veš to, da si jih res kupil? Odkot pa še podatke? Mislim, ne vem, povej mi. Ne bom nič kaj takega izjavljal. Ne boš. Vse si že izjavljal. Sklepam. Mislim, so nerealne cifre, te ukromne. Za Zlatkota vem, da so realne, ker Zlatko po moje ne ve, kako se kupijo. Ja, Čale Sale pa ve. Čale Sale pa dobro ve. No, pa zakaj si pa delal te drame? Mislim, kaj si to? Si pač preizkušal, kako bo folk to reagiral? Pač bila smo s Tomijom na eni veselici pijana in sem bil tak, Tomi, glej, vsi me poznajo, vsi se slikajo z nama. Dajmo narediti dramo. Stari, od jutri naprej smo skregana. To je bilo to. Midva smo samo hotela nek content narediti in je to. Smo zaslužila cash, pa smo spizla na Malto, stari moj. Boli naju patika, stari. Pa je kdo podvomil, da sta skregana res? Vse pa, stari, vsi dvomijo. Tomek je dobro to odigral. Tomek je dobro, pa je pa to. To vem, da se je dobro kregal, ja. Tomi je nasploh lik, pač. Noben ga ne pozna tako v živo, kot ga jaz poznam. Vsi mislijo, Tomek, jaz poznam pravo plat Tomeka, Tomek pozna plat mene in je to, se zajebavamo na teh socialnih omrežjih. Kaj pa recimo, to tudi dejansko niso bile fore, ta nakup YouTube-a, Sperota in to, da si dejansko res, to je bilo res, ni to zebancija bila. Ker to folk ni verjel, da si zdaj on kupil za YouTube, to ste neki čvekal, pa to pa je res ga dejansko kupil. Ja. Pa tudi tak TikTok, zdaj, ko si rekel, to si dejansko res, to ni bil joke. Da si ti zdaj umikaš, da noben ni verjel to, da boš to res naredil. Ja, to veš, da ni noben verjel. Vem. Ja, no? In pol je tako izpadlo, kot da se zabavaš. Ja, pizda, ne? In pazi to, in če gremo zdaj do tega glavnega incidenta tvojega, ko so te pretepli v Ljubljani, to tudi mrzdo ni verjel. To tudi niso verjeli, ja. Zato, ker si se zabaval. Ja.
A je bi ga. Ja, jebi ga. A šta ćemo sad, ja, brate? Nekaj to še zdaj mi razloži. Kako si pa ljudem pojasnil, ker vem, da si dosti o tem govoril, pa to, ne? Ja, zaradi tega, ker so videli počene žile v očeh, stari moj. Ampak kako Ko si so jim mi pojasnil? poknile žile, Ja. sem pač povedal, pretepli so me, kaj naj Ja. zakaj bi se o tem, ajde, Ja, veš, tega... fuk je si videl, kako bi takrat. ker ni Ja, vedel, kaj mislim, delaš. definitivno, Iskreno, sam ne? folk, pač jaz, če bi se zajebaval to, bi imel en dan make-up gor in bi objavil, No, malo to je dlje- bila sprdnja. Mal dolg si To je bilo 2 tedna, stari moj, ko sem na vsakem posnetku zgledal kot brezdomc, ko To se je ne res, umiva, dobro, pa ne vem to kaj. ti dam prav, ja. In je folk že pol sam pogruntal. Zdaj, stari, če me tam mali še zdaj sprašujejo, ko je že 8 mesecev od tega minilo, zakaj pa ti ne zgledaš več pretepen? Veš, folk si kar naredi sliko mene pretepenega, ker sem se pojavljal na videih, pač cel razfukan in Ja, so to bili, vem, ti si se ono zlagal, ker zdaj več pa nimaš modric. Ne? Ja, brat, ker bom pa imel 1 leto razbito faco, ne pa- regeneriram se. No, ampak si videl, ne, posledice teh tvojih hecev, da ti pol pa nekdo ni verjel, pa ko je šlo pa zares, ne? Ja, pa kaj mene... Nisi je pa to? malo rekel, kurba, tu sem pa mogoče res malo zega ustral, da mi več ne bojo verjeli, da bi mislili, da je vse neka fora, neka drama, neka inscenirana pizdarija. Nisi pol s tem Komu pa obremenjeval? folk verjame dan danes? Meni. Bolj kot ne. Kar jaz rečem, to velja. Ja, kar ti rečeš, to velja, Ja. pač ok, ali kaj Mislim, ne. no, ne vem. Mislim, da nobeno ne verjame, da je danes nič, ali kaj. Ne vem, pač vse, kar je fake. Se pravi, moraš vse, kar doreče, moraš z rezervo vzeti, ali kaj. Ja, recimo tak, ja. Ok, mogoče si kako modro zdaj povedal, pa bo kdo malo bolj pozoren tudi na vse ostale ljudi, Vem, ki jim mislim, verjamejo. stari moj, ne vem, vse drame, vse karkoli se dogaja, to je, Z rezervo. ali sta se dva med sabo zmenila, ali pa je to produkcijsko. No, kaj pa ta Čale Sale, Zlatko drama? Si verjel, da je res, ali misliš, da ni? Ja, to pa sem verjel. To pa si verjel. Zaradi tega, ker poznam plat zgodbe, poznam in Čale Saleta, poznam Picija, tako bom Ja, rekel. ja. Ne poznam ga, ne vem spet kak. No, Pici je bil tudi pri meni. Pici v podcastu, je, Pici, res? Ja, seveda, ne veš tega. Ne, to pa nisem Ja, videl. vidiš, ko slabo spremljaš. Ne? Zaradi tega, ker delam cele dneve. Sprejeto. Sprejeto. Picija sem videl, ne vem, enkrat v živo, pa pač ga poznam, ne, in vem, da ni to bilo zaigrano. Zaradi tega, ker pač, da bi se Čale Sale razumel že z Zlatkotom. Pač Čale Sale je lik, stari. Ja, ne. Jaz, ko on je delal z enim producentom, pač s katerim pol ni več delal, in pol sem jaz začel, enkrat sem šel v studio k tistemu producentu. Joviču? Jovič, in me je v bistvu Čale Sale pač pol unfollował, ker je videl to zgodbo in ne vem, mislim, nočem zdaj spet izpasti, da ne vem kaj, ampak štekaš, jaz nisem nobenemu nič slabega nikoli hotel, nikoli nisem pač plul v neko smer, ampak glej, če me folk ne mara, Vsakega, mislim, nobenega nima vsi noben, radi. ja, exactly. Če te imajo vsi radi, pol neki Narobe delaš, ja. Kaj pa recimo s Perotom, če smo že pri tem, z njim pa si tudi enkrat se razumela, pol enkrat je jebo mater, enkrat sta bila spet prijatelja, drugič spet Kdaj ni. mi je jebo mater? Ni te imel najbolj rad, ves čas, ne veš tega, ali kaj. Kdaj mi je? Parkrat ti je fulkrat govoril neke stvari, no, ja, pa te to bo dalo, pa njega pere, pa njemu špila, pa gordal, ne veš tega, ali kaj. Jaz sem to čul v njegovih streamih, pizda. Postala pa, ko so te pretepili, mu je bilo pa žal, pa je rekel, joj, brat, sem s tabo, on drugo, dejte četrto. Ne bi vedel, mogoče tiste streame, ko so bili... Ja, mislim, se skozi vrejo razumela po tvoje. Ja, mislim, nikoli ni bilo, tudi če sem ga kdarkoli poklical, je bil vedno pripravljen pomagati. Pa se je pa žal, ko je tam noter, verjetno, pa je provociral, pa mogoče ni tak mislil, ne vem. Smišljal, da se niste, da sem bila skregana vmes. Ne. Ne. Tisto je bilo en video, vem, da je bil klip objavljen, ko smo se srečala na OME TV-ju, ko ti je rekel, kaj, da te pere, da te odnese. Ja, ja, no, to o tem ti govorim. To ni je neka ljubezen, to je bila fora. No, to ti govorim, spet fora, vidiš. Ja, no, se vse fora, pizda. To se pa čudi, da ti noben, smo kot Snake King, ali kisma, pizda, ti si Dobro, zdaj. Jaz sploh ne vem, kisma. Tam gor vem, da napisi, ja, grem prav pogledati, če se vidi noter v kameri, pazi, ne samo zajebam, ne. Ja, se vidi, ja, smo res uživo v Snake Kingu, ne mislim, da se tu zajebamo, ne. Ampak glej, zdaj si mi naštel zadnje pol leta, odkar si pač zapustil ta influencerski svet, si imel same neke lažne fake drame, neke fore in pol ti več na koncu noben ni verjel resnih stvari, ne?
do odsneka. Tega to ti pa zdaj verjamejo, da je res. Tu in pridejo in se Sam še vidijo. kar mislijo, da to ni moje. Ne, to pa ne vem zdaj. Ne? Pa mislim, je tvoje, kakšna je ta zgodba? Ja, pač mislim, smo skupina. Smo skupina, katero to delamo. Jaz bravo. nisem tu, midva ne bi mogla zdaj tu snemati, če bi jaz bil tu samo influencer. Ja, ali pa nekdo, Jaz ki ne bi pometa bil tule, tu, ne. ti si videl, ko si prišel sem bil že 7 ur pred tabo tu. Drži. In pač ne vem, kako naj dokažemo. No. Meni je vseeno, ali verjamete? No, pa se v končni fazi tudi. Joj, zdaj se je začelo. Ne bojo tam. V končni fazi tudi, če ti... Zaprto je. Ne, zaprto je. Ni treba, vredo je. Vredo je, pusti. Daj, please. No, viš, veš, kaj bi mogel narediti? Čakaj. Ja. Kaj bi? Da prideš na kamero? Ne, čuj, snemama intervju, veš? Čakaj. Ja, dej stari, to bo zdaj, kaj bo zdaj naredil? Bog daj. Pa to je, ni za TikTok, to ni ono. Živijo fantje, snemamo, podcast snemamo, veš? Ne, no, jaz žrebam, to avtomatsko žreba, stari. Valjda, kaj pa misliš? Snemamo, pizda, intervju snemamo, veš? Živijo fantje, živijo. A gremo malo kecva na rabi. Zdaj ne. Zdaj ne. Vam dam za džabe, ajde. Vidiš, o tem sem ti rekel, če bi dala čez jakne. Se bo šli. Vse je fajn, da imamo to v kadru, veš, da se vidi, kaj se dogaja. Ne? Vidite, prijatelji, dragi, tako je to, ko se zvezde postavijo v trgovino, ampak foro imamo midva to, ker imamo vrata odprta, oziroma odprta, ni zavese in se vidi skozi, kaj delamo in potem dokol pride, vidi, kaj se dogaja. Ne? Evo, viš, to je zdaj poteza Danjeva, da jim bo dal pebom. Še fanto? Pridi. Ne vidi, folk, kako lepo ti to poskrbiš za... Respekt, Dani, respekt. Ajde, uživajte. Ne bomo te več mortali. No, hvala. Dani, respekt, stari, hvala ti. Hvala, Kralulik se čujem. Ajde. Raje dam kako fanto, ko pa me pretepajo. Se prav, zdaj so zmotili tebe ali mene, oba poznajo. Ne? V glavnem, ja, Kralj Lulik in Slovensko budalo sta nazaj. Ne, pa je pa, fajn, da se to posnelo, prijatelj, zato ker se vidi v bistvu, vidi se zvezdništvo, vidi se vpliv, vidi se, kdo je znan, kdo ni znan, pa vidi se, kako lepo si zdaj toliko v filmih, ne? Ko pride mafija, pa moraš dati denar, ti ne razbijo lokala, ampak ne, imajo respekt. In to je dobro, to si dobro naredil. Je, mislim, vse s temi smo cool. To si dobro naredil. Ne? Ja, pol pa se pač take stvari dogajajo. Si imel prosnik, da je kva bluzi dobo zdaj prišel, evo pa super, petek je, ne? Petek je. V glavnem, ki smo ostali zdaj? Ne vem pri mafijskih poslih. Ne, v tem smo ostali, ja, da je to tvoje. Ja, ne, tudi na vse zadnje, v končni fazi niti ni pomembno lastništvo. To je pač tvoja zgodba, ti si tu, si glavni obraz, glavno ime, ti za to skrbiš in zato sem rekel, da imaš moj respekt, ker si iz TikToka, ne, pazi, ko ga je, pa TikTok je brez veze, pa to ni ne, to je kura, to je za poneumljanje. Evo, človek je naredil iz fucking TikToka, ker so same budale gor, ne, načeloma po vaše, je naredil pisa zgodba svojo trgovinco, razumeš in lej, ko ti ne rečem, še enkrat čestitke, to resno mislim, to ni za banc. Hvala. Mislim, ja, drugače so pač take stvari, stari, kot sem ti rekel, sem velikokrat razmišljal, da bi šel na drugo sceno, kot pač, da bi nekaj več delal, ampak sicer vidim, da niti nisem še pripravljen na to. No, saj si še mlad, ne? Sem še mlad, nimam še toliko folku za pokazati in še nisem veliko naredil v Sloveniji. Tu sem 3 leta, dobesedno 3 leta sem, ko imam ime, ko se folk slika z mano, 2 leti sem pa delal za to, da pridem do tega. Zdaj mi pa povej, če si že to omenil, tvoja zgodba, ti si z Rusije originalno, ne? Iz Moldavije. Z Moldavije, tako so vampiri? Ja. Ne, Moldaviji so stran Silvanije. Zakaj si ja rekel, pizda? Zakaj si rekel, kar ja? No, se pravi, ti si dejansko prišel iz daljne Moldavije, ne?
v Slovenijo. Zakaj pravzaprav? To je tvoja mama sem pripeljala pot, ali ne vem, očeta, kogarkoli. To mi malo mi pove, to mislim, mama pa oče sta se ločila in smo prišla mi dva z mamo sem. To je to. In v bistvu sta kdaj prišla, kjerga leta? Ko sem jaz bil star 8, Aha. malo več kot 10 let. In koliko si se jezika v bistvu tako dober, dansko ti naučil? To si ja, otrok sem še bil, pa je pač, ja, mislim, kaj te vem. Ne vem, ne spomnim se tega momenta, kdaj sem prešal to govoriti. Ne. Pa znaš še kaj moldavsko? Moldavsko ne, rusko pa. Zdaj si pa pameten postavil. Sem ti rekel, da si iz Rusije, pizda, pa si rekel, da si iz Moldavije. V Moldaviji sem rojen, v Moldaviji sem živel večinoma cajta. Ja. Rusija je mama, babica, dedek, to so Rusija. Torej, stran mame so Rusi, stran fotra so Moldavci. Štekaš? Tako imaš. In jaz sem se rodil v Moldaviji, nekaj časa sem pač bluzil po Rusiji, babica, dedek, ovo ono. Ja. Pol pa večinoma časa, kot sem pa rekel, hodil sem v šolo v Moldavijo, v rusko šolo. Pač ne znam moldavskega jezika sploh. Ja. Zaradi tega, ker sem vedno uporabljal ruščino in konzumiral tudi ruščino. Pa še greš kaj na obisk gor? Ne, nisem bil več gledal. Ko spet pridejo. Pa zakaj gledaš? Pizda, nehaj jih gledati. Zaradi tega, ker pusti, ne rabiš jih gledati. Stojijo pa mahajo. Ne mahajo, ne rabiš jih gledati. Ne, ja. Se pravi, tam nisi bil od otroštva naprej? Ne, nisem bil. Odkar smo zapustili lokacijo tam, pa ne nisem pogrešaš, da bi šel malo gor pogledati? Ne. Si pač tukaj čist srečen. Sem tukaj čist srečen. Pa se spomniš sploh kaj od tam še? To pa vse, sem. vse, valjda. Kak pa eno, pa kaj se pa spomniš, pa ne rabiš zdaj otroštvo razlagati, če nočeš, ampak kak se spomniš ti recimo Rusije, Moldavije, karkoli, kak je bilo? Ko si bil 8 let si bil star, si rekel. Ja, vse do 8. leta. Kak je bilo, kaj se najbolj spomniš, mogoče kot ne vem, neko glavno razliko s Slovenijo, ali pa kak spomin, mogoče, ki ti je pa vsem fajni, pa je ostal s tabo. Si kak let padel noter mrzal, si se z medvedi igral, ne vem, kaj tam počne. A veš, ne? To se Rusi so Tam potem je čisto znani. navadno življenje, stari. Tam ja. je čisto navadno življenje kot tu, ampak da se več dogaja, stari. Recimo trgovski centri v primerjavi s tu, jebote, to je, veš, mislim, že takrat, da smo z mamo šla v nek shopping mall, tisto si lahko hodil cel dan noter, pa nisi prehodil veš, da, stari. To si bil v kakem velikem mestu, bolj verjetno, ne? Ja, v glavnem mestu smo živeli v Moldaviji. Kjer je to? Kišinjov. Ha? Kišinjov. Zdaj se spet zabavaš. Kišinjev, bi te rekel. Kišinjov. Aha. Glavno mesto. Je glavno mesto Moldavije. To ima koliko prebivalcev? Nimam pojma. In to se spomniš, da je vse večje je bilo pa to. Vse večje je bilo. Ja. Vse je stari. In ne vem, recimo se spomnim, ko smo bili z mamo in babico na tej, kako se reče v slovenščini, Krasnaja ploščad, glavni center Moskve, Rdeči trg, what the fuck, Rdeči trg, stari. Prvič slišim, da se temu reče. No ne vem, če mislim, a isto zdaj. Ja, pač ona cerkev, ne, verjetno je to, Rdeči trg, ja. Sankt Petersburg, ali kaj, ne vem. Sankt Peterburg je pa fucking drugo mesto že. No ne vem, to mi ti povej. Reči pa Rdeči trg, v Moskvi, ko je Red Hit, Schwarzenegger, Rdeči trg. Snemo tam prvi film. Rdeči, pač vse se reče tudi nekaj na rdečo pri nas, ampak tam ni trg, ne. Ja, mislim, marsikaj se spomnim, isto spomnim se tistih vasi v Moldaviji, ko sem bil pri babici. Tam je pa razfuk največji, čeprav je dosti lepše kot pa v Sloveniji vseh. Tam je pa štekaš, tam je še pa kar 1960. Je so ostali zamrženi. Še kar so tam, še kar so tiste ograje tak na špic, veš, one lesene, ko lahko eno umakneš, pa noč spležeš, to je še kar vse. Tja bi pa šel. Tja bi šel v Rusijo, v Moldavijo, to v glavna mesta ne bi šel. Ono bi pa šel pogledat še kar, ker tam, stari moj, tam je glavno prevozno sredstvo fucking konji in prikolica. Še kar so od ja, stari. So ostali v tistem času. Oni bojo vedno v tistem času. To je najbolj fukjeno. Pa si mogoče zaznal, ne vem. Sorry, ker te prekinjam zadnjič, babica me kliče. Nič, evo, 15. Babica je tam. Babica je tam, babica to od si na fotra. vezi. Aha, ja. Me kliče, zdaj se glih pogovarjamo, da bi se v Italiji srečali, ker teta v Italiji živi in se pač tam bi lahko nekako sekali. In me kliče in reče, nič, evo, 15. februara bomo zarezali prašička, bomo ubili, dan sem naredila pašteto,
sem se pelala z konjem do trgovine, veš, klasični dan. Svaka Ob čast. 5 zjutraj sem se zbudila, nisem vedela, kaj naj delam, ura je 7:30, grem počasni spat. Pač Ti, ampak njo si videl kaj še ali od mladosti? Od mladosti je nisi videl. Od takrat je nisem videl. Pa zakaj pa nisi šel gor? Ne veš. Sta pa na vezi skozi. Smo skozi na vezi s vsemi. Zanimivo, pizda. Ti, kaj pa si imel tu v Sloveniji, kdaj kakšne te provokacije, da nisi naš, da si od tam? Skozi, odkar sem se preselil. Še zdaj? Še zdaj na bankah. Na bankah. Še zdaj na bankah, stari. Pa kaj je problem? Ja, nimam še zaenkrat slovenskega državljanstva. Nimaš slovenskega državljanstva. V 12 letih si nisi to uredil, ali kaj? Ja, to je Slovenija, pa stari. kaj pa mislim, kaj? Jebem sunce. Kaj ti pa rečejo? Kaj Ja, problem? nimaš srednje šole, brat. A to je problem? Ja, Pa kaj, zakaj ima to veze? nimam pojma. Kaj nisi hodil v šolo? Ja, sem hodil, sam sem jo pustil pol. Da, v prvem letniku. Prvi letnik sem naredil, pol sem drugi letnik padel, pol sem drugi letnik hodil pol leta, pa sem obupal, pa sem odprl SP, pa sem rekel, pušite si kurat. In zdaj to ti rečejo, kaj kot razlog? Ja, da nimam srednje šole, Pa kaj ima to da veze z državljanstvom? nimam pojma. Da nočemo butastih ljudi v Ne, Sloveniji. vse jih je dovolj. No se to pravim, to mi je pa čudno. Zdaj. Pač res, stari Pa moj, še kaj druga razlog ali to? dvakrat sem dal državljanstvo, Ja. sem dal fucking 300 evrov, 600 Ja. evrov sem spušil Ja. in so mi dvakrat rekli isto. Nisem še dobil državljanstva. Čeprav mi vsi govorijo, ja, poroči se, pa boš čez 3 leta dobil državljanstvo. Ja. Ne, ker je isti kurac, ali si ti 10 let tu, pa ne zapustiš Evropske unije oziroma Ja. tega Schengena, ali Ja. kaj je. Ali si pa ti 3 leta poročen, kar ti pač skrajša obdobje, ker ima poroka neka privilegija, in isti pogoj je, da moraš ti zaprositi za državljanstvo. Torej, ti v bistvu dobiš po 10 letih bivanja ali po 3 letih poroke, dobiš ti dovoljenje za to, da zaprosiš za državljanstvo, plačaš 300 evrov in pol ti oni lahko skenslajo ali pa odobrijo. Meni so do zdaj vsakič skenslali. Kdaj pa imaš naslednji hearing? Ja, kako ne rečem? zdaj enkrat lahko. Saj se ne bo Oziroma, isto. zdaj v bistvu prejšnji teden so me klicali, da lahko spet dam Ne bo državljanstvo. isto spet. Zdaj si še nima srednje šole. Še kar nimam srednje šole, vse nikoli ne imel pizda. Ti, ampak kaj pa recimo, so to pol težave, recimo, da nisi naš državljan? Ja, vem, da niso kaj fej urejaš, zaradi ali- tega, ker imam stalno bivanje. A. Sem član družine slovenske. Aha, pač ne. to, ja. Moja mama je poročena, očim je Mama pa ima državljan. državljanstvo, mama. Ne, A tudi ne? ona je poročena. Ona noče Aha. slovenskega državljanstva. noče. Zato, ker pač razumem tudi. Ne. Ja, razumem, ja. In mislim, ne vem, poznajo se pol neke klasične osnovne stvari, ni pa neke zdaj ono. No, pa kje ti škodi, recimo, kaj konkretno Ja, ti na škodi? bankah mi škodi največ. Pa kaj, da ne moreš denarja dvigniti? Tako, včasih so to največji problemi. Da ne morem denarja dvigniti, da hočejo milijoni enih razlogov, zakaj imam ta denar, odkje imam ta denar. Ja, in ker tako pač dalje. nisi slovenski državljan. Ja. Kaj pa druge? Ali pa tudi, recimo, ko sem bil to pretepen, Ja. pač slovenska policija ni upravljala to zaradi tega, ker sem državljan Rusije. Ne. Da, ker Rusija je zdaj dosto sovražna. Ja, exactly, to mi je tudi dosti, to je največji problem. Oni mi rečejo, ja, saj veste, kakšna je situacija, jaz pač rečem, in kaj ima to z mano veze, oni rečejo, ja, saj vemo, da to nima z vami nič veze, ampak Ja. pač takšna je situacija. Ne. Pizarija. In je to. Kaj pa punca tvoja te ima za Moldavca ali za Slovenca, kaj pravi? Punca to po mojem niti naloči. Ne ločem, nima pojma, sam da je, ne? Samo da je. Sam da je dani, ne? Ti, no, pa če smo že pri puncah, ne, zdaj sem videl, v bistvu to zdaj koliko časa traja, to je nova stvar, ne? Ta punca, koliko, pol leta. Ja, pol leta, dobesedno. Ne? A veš, ampak deluješ mi srečen pa zaljubljen. Ne? Zdaj, koliko je spet to neke tvoje poze, ne vem, ampak tu, ko sta se prej ubijala pa poljubila, se mi je zdelo, da si res zaljubljen, pa srečna, se motim. Ja, imam jo rad, ja, Kaj pa ona definitivno. Je? Normalno. Pa mislim, je pametno pri tolikih letih zmeti resno punco, ali bi še mogel malo divjati, misliš? Kak je tvoj pogled na to? Preveč sem že divjal. Si divjal preveč? Vse se spomniš takrat mene blondnega, pa no, vem. takrat se je Nekaj, meni glej, trgalo. to smo pozabili, v bistvu, že pri uvodu bi mogla to izpostaviti, da si ti puncam izjemno všeč, ne? Ker si zelo simpatičen in čeden fant. Ne? In dejansko ste te imele punce zelo, zelo rade. In tudi to je verjetno Takrat, ja. en del tvojega uspeha, je ta tvoja zunanjost simpatična, ne? Da si bil puncam ti všeč. In še zdaj le tule, dobro, to so bili za ti fanti, pa so pa tu ene 4 punce tudi not gledale, ne? Pa nekaj ja, drugo. Ne? Ti si še vedno puncam všeč. Ne? To vem, da imaš ta žar za punce in to ti godi, verjetno, ne? Da si všeč puncam, predvidevam. Ne? Ali imaš tega tudi poln kurac že počasi? Nimam nič, so več Zdaj vse fajn, zdaj vse fajn. Vse super, zdaj se vse poštimalo. Ja. Pač glej,
pravim, smo ljudje, tebe Ja. nikoli ni pralo pri tvojih mladih letih. Če je tako, da bi kurba, ne vem, nekaj tako ekstremno, da bi, ne, mislim, da ne. V tem smislu ne. Je pa res, da takrat ni bilo interneta, ni bilo tega, nisi mogel reči, zdaj bom pa to zaprl, nikoli nisi imel pomisleka, da to, kar delaš, mogoče ti ni všeč. Jaz sem skozi hotel biti v medijih, ne? In točno to se mi je zgodilo. Ne? Ja, jaz sem tudi jaz hočem biti skozi v medijih, kaj samo čakaš, mene je pizda? pralo, da ne vem, ali hočem še biti v Sloveniji naprej, ali bi šel naredil izven. mednarodno zgodbo. Tako, ja. Razumem. Ampak kot očitno zgleda, še nisem pripravljen. Viš, spet me pere, stari. Ja, no, ne vem, mislim, Ne povej. vem več. Ja, mislim, ne vem. No. Jaz bom delal, Ja, deli to, kar hočeš. delam to, kar hočem in je to. Deli, kar hočeš. Ne vem. No, pa da bi pa to za tvojo punco, če še vrnemo nazaj, je kaj ljubosumne, je kaj skrbi, da jo boš Včasih zamenjal. Ne, mislim, da Ker jo tu bom le zamenjal, punce ja. not hodijo tu in te vidijo, razumeš, in ona verjetno ji paše to, da te imajo to punce rade, ali kak gleda na to. Ker on je tu zraven, veliko je tu zraven, tudi Ja, se dela tukaj, ja. No, UK so jeznike na njo, punce, da je tukaj. Da si javno ti zdaj objavil, da si z njo, da si srečen. Ne skrivaš tega, mislim. Ne. Pa se pa nisem Justin Bieber, stari. Ja, no, ne vem. To so te punce boli kurat za mene. Ja, Kaj bi one, če že kera mogoče pomislim, da sem lep, simpatičen, Ja. to pa je to. ni tega več, ker včasih je bilo, ne? Ko si bil blondn. Takrat pa Kar je ne bilo, vem ja. zakaj, mislim, da so blondni tipi puncem fajn, kaj se Ja, je zgodilo. Ne? Visoki pa temni so bili puncem vedno Ja, kul, ne pa ja. blondni, kaj halo. Ne vem, mislim, jaz se niti ne obadam več s tem, komu sem všeč, zakaj sem všeč, To je kaj v redu. delam. Veš pa, da si čeden, ne? To pa vem, ja. A to pa veš? To pa vem. Kdo ti je povedal to? To se ko se vsako jutro zbudim, se pogledam v ogledalo. zelo v redu, zelo. In si rečem, dobro jutro, šmec. Zelo v redu, to je pa po Mikiču, zelo v redu, ja. No, kaj pa recimo, mami tvoja, recimo, kaj pa ona rekla na to tvojo slavo čez noč, pa kaj je bila vesela, je to malo začela skrbeti, da te bo, ne vem, odnesla, ali Pa se te je to ni skozi bilo čez podpirala. noč, to Pa ni no, vseeno, mislim, ko si delal te zgodbe, ne, je bila vesela tega ali je rekla, kurva, Dani moj, tole pa... Ja, ona je takrat rekla to, Dani moj, ne vem, če bo to v redu, ko sem jaz rekel, mama, jaz bi pustil šolo. Ja, ampak stari, jaz sem takrat služil toliko keša, ko še ona v lifeu ni služila toliko Zakaj pa keša. si šole končal? Zakaj nisi? Zato, A je stari katero šolo moj, si hodil? brat, jaz sem hodil na... Kjero? Kaj sem že hodil? Ne veš, tako. Hodil sem na neko strojno v Mariboru. Zakaj si na strojno šolo Zato, zdrav? ker mi je mama rekla, idi tja, ker tam tehnik mehatronike služi Ja, ja. 4 jurja na mesec. Ja, ja. Wow, mama, jaz TikToki služim 4 Ja, jurja. ja. Pizda, mate. Ono, in pridem tja, stari moj, kar neke formule tam, neke robote, neke mašine v kurac preučujem. In pol mi pride ravnateljica in reče, ej, brat, videla sem, da si popularen, daj nam malo promoviraj šolo. No, ok, kaj imam jaz od tega? Ja, nič, tu imaš neupravičene ure, snemaj nam TikToke. Ok, cool, sem pustil šolo to, sem pač rekel, da ne bom več hodil, Ja, da se ja, mi. ja. In pol mi mama pač reče, ne sine, dokončaj šolo. Ok, fucking se prepišem na najbolj easy ekonomski tehnik. Ja. Kar nekaj, stari, bilance, računovodstvo, kako odpreti SP, fucking greš na iPad in odpreš SP, Ti vse stari. tam tudi pomagajo, pa povejo, če sam ne znaš. Exactly, pač jaz nobenega ne nagovarjam, da je šola slaba stvar Ja. ali pa karkoli, pač jaz sem prišel v srednjo šolo že popularen. Ja? In edini point, kaj se je dogajalo v šoli, da sem jaz popularen, Dani naredi predstavitev, kako izgledajo tvoji nastopi, kako ti narediš TikTok, promoviraj nam šolo. In v bistvu ni sploh imela nobene pointa, da sem jaz v šoli kot dijak. Ampak ker sem pač jaz bil tam zvezda, štekaš. In sem rekel, fuck it, kola si jebe, vse skupaj, vse možne šole. Edino ta srednja šola za trženje in dizajn mi je bila najbolj kul. Ja, to, na treh šolah si bil. Ja, nimam pojma, na katerih šolah sem Pa bil. nobene nisi končal. Ne, prvi letnik imam edino zaključen. Ja, pa ti ne bo kdaj žal to. Ne, zakaj? Stari, Ne, vse ne, je šola ne. za izobraževanje. Ja, Samo ja. prišel tja na šolo, bom rekel, naredim vam TikToke, vi pa meni poklic ja. pizda tudi za odrasle. In tak si to, ti pa kar šolo pustil od prve SP. Koliko si bil star? 18. Direkt, kak sem postal 18, sem Kaj to, odprl moraš biti, kaj, polnoletni moraš biti za SP. Ja, ne? ja. A to ti pa niso težili, da si tuj državljan? Ne, A to pa ker tam plačuješ davke, ko Ja, fukje, ja, ja, ne, to ja, pa ja. je, to pa dobrodošli. Ja, ne. ja, ja. Pizda, mate. Stari, ampak to, kak to nategujejo v šolah, kar 3 leta
moraš narediti zato, da delaš v Mercatoru, zato, da delaš v Interšparu. Brat, nimam šole, znam blagajno uporabljati, znam vse tu delati. To je, meni je ful dobro rekla učiteljica angleščine v osnovni šoli. Kurba si debil, sam si iznajdljiv in se boš znajdel v življenju. Ta stavek mi je povedala in mi je to, kak je že ime, Petra je ime. Ja. Petra priimka se ne spomnim, ampak mi je rekla, stari si debil, sam si iznajdljiv, pa to je to. Kaj ne, sej po eni strani, če zdaj gledaš, ne, dobro, starši verjetno niso srečni, ampak po drugi strani si pa sledil svojim sanjam, ne. Naredil si tisto, kar si želel narediti, verjel si v sebe, ne, to je pomembno. Tako. In dejansko si naredil zgodbo in si, kot vidiš, si dokazal, da tudi brez srednje šole ti lahko si zgodbo uspehov in pa mi mamice pišejo, zaradi tebe mi sin teži, ja, da to bi pa je pustil šolo. In jaz rečem, kaj da fakt moraš ga sploh zaposlušati, če ti nima 100 jurjev followerov. Ti se nisi hvalil, ne hvalim se jaz s tem. Pa spodbujal ljudi, da ne šole ctijo. Se nisi tega delal. Ja. Zobozdravnik definitivno ne moreš postati, če nimaš srednje šole in hočeš delati zobe ljudem. To drži. Karkoli ima veze s šolo, sam ko si pa ti zmeden, pa greš v šolo, ker ti mama reče, idi na strojno, ker je tam dobra plača, pa definitivno tega ne delati. Raje odpri SP, pa jaz sem imel cash za to, da si plačujem SP, za to, da si pač pokrijem, ker fucking ta študentski servis ti tuji žre še več kot SP pizna. Ja. In sem bil tako stari, pa 100 po 8 ur na dan tam s temi, pač vsi moji sošolci stari. To so, kdaj gremo pit, koga si kaj fukal, gremo v rezidenco, gremo sem, gremo tja, pač vse. Ne moreš se pogovarjati z ljudmi. Jaz imam rad pogovor z uspešnim človekom, ko mi lahko pove, kaj je on dosegel v svojem lifeu, kaj je on, ne vem. Meni je full v lifeu pomagal Uroš Čeglaj, brat od Gregora Čeglaja. Čakaj, te v Sloveniji še Uroš? Zaenkrat je. Mislim, pride za družino pa take fore. Okay. On je meni ful pomagal in sem mu hvaležen do konc lajfa. In v bistvu vidiš, take ljudje imam rad in rad hodim po nasvete do takih ljudi. Ne bom nikoli šel do svojega sošolca, kaj misliš, bi bilo pametno, da jaz odprem SP. Kaj če skadimo joint? Veš, to pa to je. Ja, nekaj se pravijo, če se družiš z uspešnimi ljudmi, tudi sam nekoč postaneš uspešen. Tako je. To je dejstvo, ne, to je dejstvo. Zdaj se je malo skuterom stavil, bo gledal. No, vidiš, kak si popularen, ne. Če pa ti nisi, sem pa jaz. In ti meni pole rečeš, da ti ni žal, da si prodal TikTok. Kaj pa ti bo ta TikTok, če sem si že naredil ime? No, se to moš prav, ne, mislil sem, veš kaj, glede promocije te trgovine pa to, ne. Sam si rekel, da imaš nov profil in da ti tam dobro gre. Mislim, v končni fazi imaš prav, ti ko narediš odtis, pustiš svoj odtis, prstni odtis, rečemo, to imaš prav, ja. Bo zavedno ostal gor, recimo na oknu, in tako sem jaz pustil na socialnih omrežjih. In veš, zato so tudi drugi sponzorji kupovali od mene reklamo, da sem jaz prišel k njim na profil, da sem tam naredil večje oglede, večje številke. Ja, razumem, ja. In je pač toliko folka, koliko me je spremljalo, koliko me pozna, bo me še kar spremljalo, tudi če bom jaz naredil nov profil. Danes recimo spet, da ti pokažem. Sem naredil nov profil? Sem naredil, mislim, isti profil sem, tako sem objavil ta Don't put your ass on my window. Ja. Sem objavil nek novi video, sem naredil video in zbira počasi ima 1300 ogledov. Ja. In bo, veš, par videov še bom objavil, neko damico bom naredil. Ki pa najdejo, pol teči, ker odpreš neki na novo, Jaz sem Dani, povsod sem Dani. Sam koliko jim vrže to ven, da si zdaj odprl nek profil, nekaj moraš povedati, da ga imaš. Ne rabim. Bom že naredil nek TikTok, ko bo zbral 100,000 ogledov in bo folk videl. No pa kje boš pa naredil reklamo za ta podcast, to mi pove, kje boš to objavil? Instagram je pa konstantno. Kaj ne tegam? Instagram ne tegam. Kako imaš pa tam followerjev? Tam pa imam 28 jurjev. Pa kaj si, jaz sem Dani. Jaz sem Dani. Posod je tudi Dani. Jaz sem Dani, stari. Ja, bo Dani še naprej, ne? No, zdaj mi pa razloži, ta tvoja trgovina, ta Snack King, kjer smo zdaj midva v kraljestvu, teh sladkarij, pa se imate tudi neke druge stvari, vidim, ne? Kaj je zdaj trend, če smo zdaj čisto konkretna, kaj je trend glede sladkarij pri mladini? Kaj grejo kupiti? Kaj, dubajske čokolade? Dubaj čokolada. Pa kaj je fora tega? To še nisi jedel nikoli tega. Boš probal? Dej odpri, pizda. Pa kaj je fora tega? Ja, veš, kaj si jaz mislil, Dimberjo, kaj si jaz najprej mislil? Fora je, poslušaj, da ti bom jaz povedal. Ko prišle ven Dubaj čokolada, si mislil, da je to drag.
Zato, ker Dubajo tiste prostitutke, ko so te zgodbe o raznih drekih prišle ven, to ne, če veš to sploh, poznaš to. Ne. Da so šejki srali babam na njih in to, in pa sem se Dubaj čokolada, da je to fora na to. Pa vidim pa, da je to prava čokolada, to nima veze s tistim, ne? In kaj je fora tega? Kaj, crunchy ali kaj? Daj mi zaprobati. Ni fore. Pa kaj? Ni fore, Lahko je ker je čudno, to... pizda. Mislim, brat, to je pistacija. No, možno pozdraviam. Napr... Mislim, kaj je zdaj to tako? Vse dobra je, sam kaj? Poglej to pijačo. Prime. Ja, ta Prime, kurčev. To je ja. Prime. Kurčev Ja. Prime. Kaj je fora tega Prima? Ne vem. Dobra promocija. Dobra reklama. To je vse. Kaj je fora te čokolade? Dobra je. Dobra reklama. Dobra pa je. Tudi dobra je, ja. Ampak, če ne bi bila dobra reklama, Ja. ne bi vedel, da je dobra, štekaš. Oziroma ne bi si niti mislil, da je dobra. Pa koliko stane ta vrak? Na začetku je stal 30 evrov, zdaj pa je Tale 4. mala. Ne, to smo imeli velike 200 Ja, ja. gramske, to je zdaj 100 gramska. Ja. Takrat, ko je bil hype, je bila 30 evrov čokolada. Pa koliko velika? Pa velika pizda. Velika čokolada, stari. Ono. Samo 37 je ogromno, ne? Koliko je pa zdaj? Zdaj pa 4 evra. Sem pravi, tudi pada cena. Ja, valjda. Valjda. Koliko je pa ta mala čokolada zdaj? 4 evra. A to je 4 evre? To je 4 evra. To je draga pizda. Na, pojej. Hvala lepa. In to je, pa kaj imaš, je več okusov te dubajske? Seveda. Zadaj za tabo so. kaj? Imaš jagodo, imaš lešnik, imaš kokos. Hočeš reči, tukaj da... so, tukaj so. Aha, to je še vedno prodajni hit. To je še vedno prodajni hit. Koliko tega nazaj? Najprej je bil prodajni hit, ko smo imeli sploh na zalogi in je folk pač kupoval po 30 evrov, ker niso imeli kje dobiti, razen pri nas tej. Ker smo mi imeli originalne čokolade, ostali so pač delali svoje čokolade, recimo ta kafič tu nasproti naju je tudi delal svoje čokolade in so vseeno več hodili k nam, ker smo mi imeli Origigi Dubai čokolado. Zdaj je pa hit prodaja, ker je cena 10-krat manjša. Pa koliko na dan prodaš teh kosov? Stari fukeno. Dan sem jih 20 prodal. Pa to, kaj prije folk in gre kupi to. Ja, in rečem, imaš Dubai čokolado? Rečem, ja, imam. Kaj pa drugo? Gre vsega po malem. Te fante, recimo, stari, to so Dr. Pepper. Pa ti imaš originalno robo, ali kaj dejansko zbrak, ki ne moreš zdaj, lahko si to kupim, ne vem, v drugih, v Šparu, Tušu, v Koferju. Imaš tudi, Imamo, ima tam tudi. Imaš, ampak je fora, da, kak bi ti rekel, glej, definitivno, recimo imaš, to ni skrivnost, v Hofru imajo tudi, imajo neke podobne zadeve. Ja. In pač, ampak tja folk gre, da si kupi banane, jabolke, krompir in vidi, fukjeno, dajmo še to vzeti, da probamo. Tu gre pa Tu ekstra pa samo po to. ekstra pride zato, da vidi, kaj še je vse na izbiro. Tam ni, mislim, nikjer ni tako velike izbire, stari moj, risi se. Na različnih črpalkah imaš recimo tako šteko, pač, ono, to je to, kar imamo. To je tudi popularno. To je ameriška kao Snickers fora. Ja. Ne? To je v Ameriki ful popularno in pač imaš eno tako vrstico in je to. Poglej, koliko imamo mi tega. Vidim, ja. Pač cela omara, ne? Odkot pa prihaja ta roba ti? Posod. Posod. Ne morem pač povedati točno, Ja, kje razumem, kaj, se to, ja. ampak je originalna roba, ni to, ne vem. Ampak to si ti edini tu v tem okolišu dejansko, ki imaš to. Ja. Zakaj si pa Celje zbral? Celje Da ti tu že zviš? Zdaj živim tu, ja. Tu celo živiš, si Celjan. Zdaj sem Imaš državljanstvo celsko. Ne. Moj župan rekel, župan je bil na mojem podcastu. Daj reči županu, da mi nekaj Mesec nazaj bil na mojem podcastu in bom jaz rekel, da mora tebi državljanstvo celsko zrihtati. Pa slovensko bi tu bilo fajn. Okay. Ti, ampak kako si se za Celje odločil? Prej si živel kje, v Mariboru si živel? Kaj si v Celje prišel? Pa glih, veš, to, ko smo pač se spoznali s to ekipo, s katerimi to delamo, s našimi računalničari, računovodkini in tako dalje, smo pač Celje je dead. Ja. Celju ni več nič, stari. To drži. In smo glih na takšni lokaciji, kot si videl, skozi se šolari, dijaki sprehajajo. Bolana lokacija. Lokacija je dobra, ja. Lokacija je bolana in pač bomo se definitivno, mi smo mogli iti v tisti kraj, ko bi bila to najbolj hit zadeva v kraju. A si prav zgruntel, kjer kraj je tak, ki to rabi, ali kaj? Tako. Pač mi smo mogli odpreti tam, kjer nič ni, zato da smo lahko mi hit tistega kraja. Zanimivo.
Zaradi tega, ker če bi mi odprli v Ljubljani, ne moremo, ker so tam že neki Kitajci, ki so pač odprli to. In bomo se definitivno selili tudi v druge kraje, ko pa bomo že imeli večje ime, ko boš povedal, fuck, Snack King, to je Dani, mogoče je tam, dajmo gremo tja pogledat. Ampak čuj, bo pa ni to, bo premali prostor to, kdaj postavili, ne, ali čist zadostuje za temu, kar zaenkrat je čist, vse vidiš. Kaj pa je to, kaj je to čokoladna Fanta, ali kaj? Ne, to je pa, kaj je že, marakuja. Aha, to imaš grape, imaš bambus, okus Pepsi, to je recimo Dr. Pepper. Se bom šel, mogoče malo ob koncu bom šel, bomo naredili en giro okrog kamera. To je kao Coca-Cola recimo, ampak je tudi pač ameriška, tako Dr. Pepper, ja. Pa ti ješ kaj tega, piješ kaj to? Stari, tu se mi že karije zdaj. No, to sem tako dobro, to sem ti prej rekel, ne? Da kaj delaš s temi sladkarijami, ne, razumeš? Včasih zapaše, pa si odpreš. Ker jaz, da bi delal to, bi imel 200 kg pol leta. Ne, to ne, tak fejst, tak bom rekel, ne biti potrošnik svoje robe. Ja, sem te zamika, ne? Moj kolega... Ja, exactly, stari moj folk, ko travo preprodaja, tudi postavijo žaneri. En moj kolega, ali Sošolc, bivši je, predelo je krofe so pekli, delo in po moje na koncu imel 200 kg. Je tiste krofe, non-stop, pa ko je delo pa ko so kruh pekli, tudi skozi kruh svež jedel in se je tudi ful zredil. Ne, pač stari, jaz imam tam 200 litrov vode in večinoma časa z mojo punco edino kaj največ konzumiramo je ta filtrirana italijanska voda. Ker ona je prešla v fitness vredno zato, ker če ne bi se zredila od te čokolade, si jo mora pol fitness hoditi. Mislim, ona ne konzumira toliko tega. To bi mene ma rada, definitivno, si odpre da je kako čokoladico, ampak ni spet uno, da bi jo skozi videl, da žre. Svaka čast. Dani, predno bova šla v zadnji del nanega pogovora in zaključila tole zgodbo. Vsakega gosta to vprašam, pa še tebe. Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Kdaj sem nazadnje jokal in zakaj? Prav jokal, ali da se šteje tudi solzica? Oboje. Eno in drugo, lahko veš. Prav jokal nedolgo nazaj, celo ali je bilo to leto, ali... Glavno, ja. Začelo se mi je ful mešati spet. Kako bi rekel mešati? Jaz imam ta problem, da se, ne vem, kar naenkrat hočem vse. Nimam postopoma, ne. In tudi pojavlja se pogosto folk v mojem življenju, ko me rad izkoristi, ko preveč hitro zaupam ali pa karkoli. Pač ne veš, komu bi zaupal, komu ne bi zaupal. Pol se sekiraš, ali je punca dobra ideja ali ni dobra ideja. In veš, ko se ti vse te misli na kupu naberejo in na koncu ti ne veš, ali si ti kriv, ali so drugi krivi, ali kaj da fuck je narobe, zakaj se ne morem počutiti normalno in se pač ti vtrga in je to. In takrat si imel pa tako krizo, bi rekel. Ja, definitivno srečam se s tem, še kar borim se s tem, stari moj, da pizda ni enostavno cele dneve razmišljati, kak pa kje bi ti lahko nekaj naredil, da boš prišel do tistega kurčevega 1. milijona. Zakaj se to obremenjuje s tem, pizda? Kaj je fora? Zakaj si zadal to neko nalogo, da se to s tem obremenjuješ, da te to začne pol jebati, pizda? Kaj je fora tega? Zakaj to delaš? Ne vem, ne bi mi pol life bil zanimiv. Ja. Jaz imam rad to. Ker to imaš to neko foro, 1 milijon, ko ujameš, pa jih lahko tudi 10, pa 20, pa 30, ne? Smaš kaj milijon, to je velik, ne? Dober, za tega Elona Muska ne, ampak za nas tule pa je, ne? Exactly, in nočem biti v tej okolici za nas tule pa je. Ja. Jaz bi res pač stari 20 let sem star in imam velike cilje sem si dal. Očitno le, mislim se, glede na to, kolikor te gledam, pa kaj si že dosegel, pizda ni dvakrat zareč, da ne boš to kar hiter, te kurčev milijon, to mi javi nujno, ko boš da mi žal pol stran, daš pol, imel spet izziv, da moraš ga spet dobiti, ne. Mislim, svakati čas, kaj ne rečem, ne, očitno delaš že nekaj prav, sam kar se pa bojim pri tebi je pa to,
da tako si rekel, ne, da te pol to tako začne obremenjevati, pa tako medi, da se ti kurba kar začne trgati, ne, da si tako obremenjen s tem. Fokus je treba držati. Sam fokus ti pol ti začne, ti bega, sem pa ti, si rekel. Ne. Definitivno, ja. Pač ne moreš se fokusirati na eni stvari. Kaj pa, če si ti bo utrgal en dan? Delam na tem, da se mi ne. Ja. Ja, mislim. Ti pa ni fajn, pol, ne? Definitivno. Pa sedaj kaj umiriš sploh. To je glih tisti problem, da se ne. Jaz sem skozi zagnan, skozi delam, skozi razmišljam in nimam časa za sebe, nimam časa, da se... Edino takrat, ko grem k mami, stari. Ja, pa je to v redu. Ni najbolj zdravo. Ni najbolj zdravo, ampak kot sem ti rekel, se trudim, da ujamem vse in da imam čas za sprostitev, za relax, tako si rekel, in da imam večinoma časa za delati in za razmišljati. Mogoče je pa res to recept do milijona, ne? Če tak ne delaš in ne vem, očitno. Ne? Jaz ga recimo ne bom verjetno nikoli imel, jaz sem pa druga budala, ne? Jaz nisem tako kot ti, jaz živim iz danes na jutr in se mi jebe, razumeš, ne? In nisem nikoli rekel, kam zdaj čez 10 let si zdaj jaz nekaj ustvaril, ker imam v glavi, da je, ne vem, life tak in nisem se s tem nikoli obremenjeval, kar mogoče ni pametno, ne? Vsak gleda na svoj način. To si dobro rekel. Kaj pa punca tvoja pravi na to, greš na kurac, ko si to s tem... Ja. Pizda. Pa kaj pravi, mislim, razume? Stari, glej, poslušaj. Ja, poslušam. Delajo mikrofoni že nama? Ja, valjda. Ok, reči naprej. Jaz sem ji dal dobro vedeti, da nisem jaz navaden fant. Pošteno. In če se bo ona sprijaznila s takimi stvarmi in bo me vseeno podpirala, bomo definitivno lahko naprej skupaj gradila. Če pa se kjerkoli zataknemo, da bomo videla oba dva, da pač ne gre, ne gre. Vsak pa svoje. Nekaj to lažem jo lahko jaz pol, ne, to ni problem. Če boš rabo mi povej, ne. Ko bo ta šla na razred. Bo ti že sama pisala. Ja, to se mi še manjka, da ne bojo punce začele pisati, kur pa take mlade. Mislim, glej, definitivno nočem postati tak človek, ki je zajebil z zvezo in da se samo tolažim in da bomo pol naredila čez 1 leto otroka zato, da bomo popestrila na eno zvezo. Da boš državljanstvo dobil, zato boš otroka. Ne bom dobil državljanstva, ker nimam srednje šole. Ne bom se, glej, enkrat mi je en kolega ful dobro stvar rekel. Dve stvari sta, ko te lahko zajebeta v lifeu. Napačna zbira zveze ali pa strahovi. Torej, če te skozi nečesa strah, ne boš nikoli razmišljal na svojem cilju, ali pa če imaš zraven osebo, katera pač te ne podpira pri svojih ciljih, si se tudi zajeba. Pa dodaj še to, ne, ta, kaj bodo rekli drugi, to moraš skenslati. To je glih ta strah. To je glih ta strah, kaj te... Ta, kaj bodo drugi rekli, je ubil največ sanj med ljudmi. To si spomnim. Pa to, da ne znaš reči ne, ta je tudi ubil. To pa je pri meni. To se moraš naučiti, ne. To je pa pri meni. Ne, se pravi, ne, a veš tis, ne, zdaj me klica, zdaj moram pa si nekaj izmisliti, zakaj. Ne, zato, ker mi ni, zato se ti ne bom javil, ker mi fucking ni ta hip. No, to se še moram jasno naučiti. To se moraš naučiti. Jaz se znam potem, da se dobemo ne javi. Ker mogoče je pa to tista stvar, ko me jebe, stari. Evo, to se moraš naučiti. Pa ne bolj izgovore iskati, zakaj si rekel ne. Ne, sem rekel to, ker mi pač ni pizda, ne. Pika. No, jaz pa iščem tudi izgovore. Kaj pa delaš? Nič ne delam. Zakaj se pol ne javiš? Zato, ko pač nekaj se mi ni dal. Kaj bi zaradi? Kaj smo malo pogodbo, da se ti moram javljati, pizda. Na pamet zdaj govorim. Ja, razumem tvoj point. To je glih to, ko se še moram naučiti. No, se si še mlad, ne. Tega še nisem do tega prišel. Dani, predno bomo šla Giro na hitro v koncu, potem tej tvoji trgovinci, ker je fantastično zaviriti, zamenjamo vloge za kratek čas in ti dam možnost, da ti mene vprašaš 3 vprašanja, katerakoli ti padejo na pamet. Jaz se bom pa potrudil biti iskren, kot sem pač lahko. Pizda, nisem se pripravil. Hvala Bogu, na to računam pri vsakemu, da nima nič za vprašati in se potem tega režim. Ne? Če pa imaš, pa izvoli. Ni pa nujno. Lahko si pa daš duška. Ne? Ja, pa ne bi glih te nekaj o spolnosti sprašal. Bog ne daj, ne? To si mi še manjka. Kelej, 10. marca te vabim, če imel čas na roast. To moraš priti pogledati v Narodni dom, tule na Celjski občini. Zelo dobra postava, bo gori mi bojo jebali mater vsi in bo boleče, sam na koncu pa jaz vrnem. Tako da tu mora biti pripravljeni, bo pa brutalno. Tako če imel cajt, pridi pogledati. 10. marec. 10. marec, dan mučenikov. Idealen datum. Ne? Bolano. No, če nimaš vprašanj, če pa imaš pa povej. Ne, bomo nekaj že No, skombinirali. pa daj, da te slišim. No, to me res zanima. Zdaj si pa kar. To me zanima, to, ko me kurcaš, da mene meče. Povej,
Čakaj, Nič ne kurca, mislim, te prašal. Ti si mene zdaj poskurco, da sem jaz ne znam, kaj bi z svojim lifeom. Kdaj sem ti to rekel? Pa glih prej. Kdaj sem ti to rekel, pizda? Čakaj. Povej mi povej mi tisti trenutek v lifeu, če se še seveda spomniš, glede na to, koliko si star. Hvala, Dani. Je tisto luknjo v lifeu, ko si mogoče bil zgubljen. Je največji poden v življenju, oziroma ko si se in mentalno slabo počutil, in finančno ti je zakurat šlo in nisi vedel, kaj bi z svojim lifeom. Veš kaj, ne bom rekel, da je bilo kdaj tako, da jaz ne bi vedel, ne? Se pravi, pa da jaz ne bi bil ziher, ali sem zbral pravo pot ali ne, ni bilo to, ampak bilo je pa to, ko sem v nekem obdobju sodeloval z določenimi medijskimi hišami in ljudmi, ki so bili navadne postrane pizde, ne? In niso plačevali, ne? In si se ti fural v Ljubljano, pa si dal za bencin, pa ni bilo honorarja, pa ga ni bilo en mesec, pa si rekel, pida, če grem zdaj stran, še tega ne bom dobil, kar bi mogel dobiti, sem še bolj zebo in si še en mesec to delal in si bil 2 meseca v fucking minusu in še kar nisi dobil honorarja. In si imel 2 varianti, boš tega človeka ubil, a pa da boš rešil stran, ne? In takrat se je pojavil problem ravno tega finančnega stanja, ker ti je zmanjkalo denarja, ker si potrošil vse prihranke, ker si nisi dobil novega denarja. In takrat je bila ta jeba, ne, čakaj malo, kam je zdaj mogel nekaj druga začeti delati, samo zato, da plačam račune, ne, taksija, ne grem furat, kurba, ne se zabavati. Kaj? In pa sem probaval malo, ne vem, sem bil zavarovalni agent, sem bil, celo hiše sem enkrat prodajal, pa sem delal kot kustos likovnih del mladih na Starem gradu, in tako naprej, pa sem prodajal izdelke za zdravje neko obdobje, ampak jaz nisem pustil nikoli medijev, jaz sem to vsem zraven handlal in delal, ampak finančni income je bil eno obdobje tako zen kurac zaradi teh hinavskih ljudi, da sem imel resno težavo, ampak kljub temu sem imel pa pred sabo pot, Iztok, ti boš ostal v medijih. Fakt. To je tvoja zgodba. Ti ne bo zdaj, pa če boš pizdan let brez denarja, ti ne greš furat fucking taksija, ti boš v medijih. In imel sem tudi punce, ki so mi težile. Istok, mi dva ne moramo niti na morje. Jaz neko, boli me kurat za letošnje morje, jaz bom to naprej. In točno to, kar sem ustrajal, se je pol zgodilo vse, kar se je zgodilo. In lahko danes rečem, da sem imel prav in da mi ni žal. Jaz sem celo v vrtcu delal pol leta. Jaz sem zapravil vzgojili predšolskih otrok. Pa sem delal pol leta v vrtcu, ampak to ni bilo za mene. Jaz sem showmaker, jaz, ko se prižge kamera, ko ima mikrofon v roki, meni se trga, pizda, ne? In to je bila moja pot, ne? Je pa res jeba, če denarja zmanjka. Zato pol mnogi te medijski ljudje grejo ven, pa začnejo delati druge stvari, pa so po moje zelo fejst nesrečni, imajo pa varnost. Meni se je po večino časa jebalo za varnost, tako da jaz, punco, ki bi se na mene zanesla, z njim bom pa ustvarila nekaj, kurba to na mene ne moreš računati. Ker lahko da kdaj ne bom spet imel, pa ti mi rekel, ja bi se, pač ne bomo zgradila hiše, jaz bom že. Jaz sem tak, veš. Zdaj sem mi odprl oči, stari. Zdaj sem ti pa oči odprl, pa ti jih ne bi smel. Ampak dobro, pustma, ne. V glavnem, lej, nisem se pustil zmediti. In en moj pokojni prijatelj mi je rekel, Istok, glavno pravilo v lifeu, pa če ga razumeš ali ne, je potrpežljivost. Zdaj, ko si to razlagal, sorry, še 2 vprašanja. Ne, se prav. Ampak zdaj, ko si to povedal, sem dobil orang flashback. In to je točno to sranje, da ko sem jaz o tem začel razmišljati, ko sem bil isto vezan na milijon različnih pogodb, sem se vozil v Ljubljano na snemanja, zato da na koncu so mi rekli, ja, izdajte nam račun, pa vam plačamo po 60 dneh, minilo je 80 dni, minilo je 90 dni, keša ni bilo in sem se jaz točno zaradi tega razloga spraševal, kurba, ali bi šel kaj drugega delati, ali bom vezan na te kurčove. Evo, stari. Fuck. Evo, stari moj. Ampak cilj je pa še kar isti. Točno to. Cilj je pa še kar isti, ampak so me zjebali medijske agencije. Pa veš kaj je fora? V Sloveniji je zdaj mogoče ne ali še kar kurac, ampak plačilna nedisciplina. To je stari, ker ti izdaš račun za 60 dni in mine 80 in še kar ni keša. In tega človeka, ki ti keša ne da, njega boli kurac. In veš kaj pa so pol naredil? Pol so pa mi rekli, ja, pridi še na eno snemanje. Sem rekel, ne, stari moj, če ne bo zdaj keša, skenslamo pogodbo, skenslamo vse. In so mi isto uro nakazali za to, da sem jaz naslednji dan prišel na snemanje. Fuck! Zdaj si bil...
Zdaj vem, kaj me je jebalo, stari. 5 let nazaj sem te v seksu poučeval, zdaj pa v življenjskih Zdaj sem prav... Ne, to je res, stari, ne, to je resnica. To. Sam lej, ni pa veliko ampak ljudi. nisem si priznal tega. Sam stari, ni veliko ljudi, ki ustraja. Zato, ker enostavno, ali je neka žena zraven, ali so otroci, ali to, in ti moraš pizda živeti. Ti ne moraš pizda, kaj boš, otrok tvoj lačen, ker boš ti si pa zvezda, pa boš snemal filme, pa nadaljevanke, pa vodo oddaje, a noben ti ne plače. In grejo fura taksije, grejo pometati, grejo v tujino in pol pozabijo na svoje sanje. Jaz sem pa rekel, ne, jebem vam mater, ne bom dal svojih sanj stran, pa če bom kurba jedel pasjo hrano, jebem vam mater. Vidiš to stran je to sem pač jaz. Vse, exactly, pri meni je isto. Jaz vedno imam izbiro iti k mami, pa en mesec, 2 meseca biti tam, recimo, da si vse znova naredi. Ker vidiš, jaz sem šel iz medijev nazaj v medije, stari, ker pač to je meni life, jebote, in je... Evo. Fuck. Drugo vprašanje? Čakaj malo, zdaj Okay. Zdaj sem jaz odkril oči na tem fucking intervjuju, stari. Drugo vprašanje, si res taki profesionalec, vem? Stari, mislim, če to je retorično vprašanje. Drugo vprašanje. Si zadovoljen z svojim življenjem? Veš, to je pa vprašanje za $1 milijon zdaj, ne? Ti pa takle rekel, od leta 2019, ko si kaj spremljal te zgodbe moje, sem eno zelo zafukano zdravstveno preizkušnjo, ker sem bil v bolnici, kjer pizda 1 let nisem prišel k sebi in še zdaj so neke posledice, ampak moram potrkati na les, če ga imaš tukaj, evo ga. Zadeve so se uredile, ampak posledice so, ker sem imel res, to nisem nikoli javno razlagal, kaj točno je bilo, pa tudi če ne mislim, ampak če bom zdrav, bom rekel, da sem srečen. Je pa zgaj če moraš biti. Lej, vedno je strah prisoten, ko prije do datumov pregledov, ne? Ampak ko to dam skozi, pa sem spet 2 leti miren, pa ne razmišljam o tem, ne? Razmišljam spet, če imam vrejo frizuro, če vrejo zgledam. Razumeš, ne? Ampak ta sreča je po moje od leta 2019 je dobila samo eno drugo obliko, se pravi zdravje in še enkrat zdravje. Kar se pa vsega drugega tiče, ne? Seveda, vedno hrepenimo po več, ne? Pa bi rad imel več denarja, pa bi rad imel več to, pa bi rad imel več ono. Jaz tudi vedno nekaj delam, neke projekte, gor do levo, desno, pa nekaj rata, nekaj ne rata. Zdaj, temi podcasti se mi je začeli dogajati 100 na uro, ker so tudi zelo dobri gosti bili in očitno je ta zgodba, zdaj, ko mi je rad dolg cajt, ki mi ni na televiziji, nekaj cajta, pa sem začel delati to, očitno raste tako fejst, da ti bo mogoče čez pol leta rekel, da od tega živim, le. To je plan, ne? Ne delam to zdaj zato, ker mi je fajn, ne? Koliko si star? 50. 50, pa dobro, stari. Sem še mlad, ne? Oni pri KFC-ju uspejo pri 78. No, vidiš, ne? Tako da, jaz nimam problema, mislim, jaz sem naredil sebe kot medijsko osebo, sebe kot medijskega človeka. Jaz sem to naredil. Jaz nimam problema, da bom zdaj ostal brez, ne? Recimo, nisem na televiziji, pa sem začel na Radio Fantasy. Nisem tam, pa imam to predito, pa uno predito. Le ta roast, stari, pazi, to ni mala stvar. To je velika stvar. To, kar bo tu se zgodilo v Narodnem domu, to niso heci. To je another level, ampak pustimo. Torej si zadovoljen? S tem sem zadovoljen, sam se veš, vedno bi rad več. Ne? Vedno bi rad še nekaj dodal, ker če si zadovoljen, rataš, ni vredo. Ti moraš vedno želeti še nekaj več, ne zdaj nerealno, jaz bom pa zdaj hollywoodska zvezda, pa novi Antonio Banderas, Brad Pitt. Ta je malo težka, ne? Čeprav, sky's the limit, ne? Ampak me realne cilje, ampak ne biti zadovoljen kar z nečim, mejš tako ti mogoče, hočeš še več. To je dobra taktika. To ni slaba taktika. Sam ne pa pretirava, čeprav zdaj pa, ker nimam pa milijona, sem pa loser, pa mini rater, ker imam samo 600,000, ne? Tudi 600,000 je velik, ne? Ja, exactly. To hočem reči. To je pa, spet jaz tudi nimam takega mnenja. Jaz imam svoj cilj. Ja, no se prav. Isto tako. Ok, zdaj še tretje vprašanje, ne? Ja, mater si mi na matro. Ja, kar povej, ja. Tretje vprašanje pa je... Kurba, stari. Kaj pa, če ostanemo na 2? Lahko. Čakaj. Ne, stari, lahko, glej. Čakaj, mogoče mi kaj pametnega pride. Si ni pogoj. Ni pogoj. Kdaj si se ti nazadnje jokal? Da, jaz sem ful velikrat jokam, stari. Res? Jaz sem zelo čustven, če dalje bolj čustven človek, to me skrbi, jaz sem star, pizda, ali kaj. Jokam se v filmih, jokam se v muziki, jokam se, ko vidim svojega malega pomeranca, puja, pizda črnega, malega, ko me pogleda, ko k meni pride, ko na mene zleze, ko me ljubčka, ko me počaka doma, bi se kar jokal, ga on tak fejs rad, pizda. Zgleda sem toliko čustven, veš, in bi zdaj rekel, prav daj nazadnje, pizda, mogoče, ja več, jaz sem se kurba jokal, to je pa Jan Plestenjak kriv, ne. Vse to on ve, ne, sem mu na podcastu povedal, ko je izdal, letos sem bil za nov let, sem bil prvič sam.
Res. nisem bil v družbi. Tak je naneslo in on je izdal, malo po novem letu, oziroma ne, točno za nov let je izdal Valentinovo pesmi, naslov njegova komada. In poje ravno o takih stvareh, ko je nekdo sam gor dol. In jaz sem sakr na balade, ne, očitno, take pop balade, kvalitetne. In to me je malo, jaz neko fuck. In sem bil malo sem dobil solzne oči, ne. Pa pri kakih filmih vedno se mi to zgodi. Kaj pa ono, da si se histerično jokal? Ne, to pa veš kaj moč, ko mi je babica umrla 2 leti nazaj, pa ati seveda. To mislim, da so bili razlogi, ja? Da bi prav ono, da solz ne ustaviš, ne? Da teče, to solze so zdrave, solze so cool, solze morajo iti ven. Tisti, ki se ne joka, ima hud problem. Ja? To si ga na Hrvaški si ga kupil. Čuj, to sem ga dobil, pa še zdaj ne vem od koga. Jaz sem imel identični prstan. Ja, sam enkrat je eni punci v Luli, ki je vstal. Pozabi. No, v glavnem poslušaj. Mogoče je to ta tvoj. Hočem reči, solze so cool, jokaj se takrat, ko telo želi, se moraš jokati. Ne to zadržati. Mene pa, jaz ko se hočem jokati, se ne morem. Ne, da se hočeš. Mislim, ne da se hočem, ne na silo. Ja. Ko prav čutim, da je zdaj pravi moment, da ono, ampak ne gre. Ne morem dati ven iz sebe tega. To ni v redu. Ne vem, kaj je to. Se vzele malo joko? Ne, zdaj ni pravi moment. Ni. Se spomnim, naprimer, ko sem imel pač pogovor z enim terapeutom, tako rečem, me je pripeljal do ene zgodbe iz otroštva in sem dobil samo v bistvu solznate oči in sem se hotel zjokati, pa ni ratalo. Ampak ne gre, kot da mi nekaj ne dovoli. Mogoče si pa ne dopustiš tega, pizda. Ne vem. Dani, gremo na šnel kurs trgovine, ker to moramo, ampak veš kaj, nočem zdaj posnet vsega, rad bi, da mi pokažeš, če smo že tu, ne, neke take stvari, ko jih ne vidim vsak dan, no, evo ta doc, kako je to? To je že neka prva stvar. To so v bistvu gumijasti bombončki, različnih okusov, mogoče malo specialni. Svaka čast. Ampak ja, najbolj po moje igra vloga oblika, pol imaš še take zadeve, to so sladki, to so kisli. Pa to otroci verjetno kupujejo, ne? To verjetno otroci kupujejo. Pa res, koga imaš največ folka not? Mladih, starih? Mladih oziroma ne. Ja. Tako bom rekel, največ je starih, ko kupujejo za svoje otroke. Aha. Tako. Pol imaš te klasične zadeve, ki so pa najbolj priljubljene nrci, to so pač take, to je vidiš tak trak. Zakaj so taka hecna imena na vseh pizdah? Nrc, glej, mislim, nimam pojma, zakaj so imena, ampak pač ni čokolino. To imaš stojine, ne, dejansko robo. Tako je, to je dobesedno stojine. To so pač, glej, to je fora je tega, da so te kisli mali bomboni in zraven je pač taka gumijasta zadeva, ko so pač zalimani in je bolano. Jaz sem vedno se spraševal, zakaj folk to kupuje in sem enkrat sam odprl in wow, what the fuck, zdaj štekam. Ti, kaj pa punce, lepe punce, kaj naraj kupijo lepe punce, to mi bove. To, kaj pa je to? To so nudli. Kaj je to? Punce so zmešani na nudlah. Lepe punce, ali kjerekoli punce? Vse punce. Vse punce. Kaj, srednje šolke? Lepe punce, pizda, kaj naj rečem, kjera punca pa ni lepe. Dobro, to je pretiravati, ne, to si zdaj neki politično korektni, ker imaš pač trgovino, razumeš, ne, vse punce so lepe, idi v kurac. Ja, ne morem. Dani, idi v kurac s takimi, ne, pazi, ta se ne bomo pogovarjala. Ampak no, to moje punce ne bilo rade. To imajo punce rade. Pa kaj fora si vprašal, zakaj? To so kitajske nudle, spet dobra reklama. Ja. Dobra reklama, pa v bistvu meni je iskreno je ta ojakata jača. Veš, to pa nimaš samo sladkarij, ti imaš tudi kaj juhce v bistvu. Juhice, ja, mislim, to so take zadeve. Recimo, mislim, japonske zadeve ful grejo. Pol imaš te od Mr. Beasta čokoladice, to froci najbolj palijo na to. Mr. Beast je youtuber, ima svoje čokolade, ima. Ima svoje čokolade, ja. Pa zdaj ima še svoje igrače, by the way. Pol je pa najbolj priljubljena stvar, so pa te zadeve, Pokémon karte, brat. Nimamo samo sladkarij, imamo kurba, nekaj padlo. Ok. Pokémon karte, ja. Zdaj smo na novo dobili originalne japonske. Ti, kaj pa fanti kot presenečenje kupijo, kako tako foro, recimo, da ne moreš zgrešiti? Veš kaj, sprašajo me, največkrat dobim vprašanje, ja, imaš kaj takega, ker punci so lušlo nekaj sladkega, ampak je na dieti. No, brat, narobno trgovino si izbral. Se pravi no sugar varianta. Ja, nimam nič no sugar, imam čips brez glutena, imam neke sladkarije, recimo ta Mike and Dyke.
To so tudi popularni ameriški gumijasti bomboni, ko so pač brez glutena, brez Ti imaš vsega. nekaj stvari, ki jih noben drug nima, pizda se mi zdi. Imaš Definitivno, stari. To imaš še- Zato smo pa mi special trgovina. Zato ste ne. pa kingi, ne? Zato smo Ti, pa snack kaj pa king. ti imaš svojo, kako že sladico oziroma čokolado, ko se po tebi imenuje? To pa še ne zaenkrat. Danijev snack ali nekaj. Ni še tega zaenkrat, Ja. bo pa počasi Bo pa. definitivno. Kaj pa, če bi naredil v meni ti eno sladico, recimo ali neko čokolado, kako bi jo poimenoval, pa kaj bi to bilo? Kaj Jaz bi predlagaš? naredil neko liziko v obliki lulike. Ja, kako še rekel. Pa po čem bi imela okus? Po pravi luliki? Ali? Riba. In to mi že je prodal, ali kaj? To mi že bi ti prodal. Ne? Neki tuni ali pa. Ja, kaj pa, da bi meni priporočal, zelo ob koncu, mogoče za mene sladkarijo ali nekaj, kaj pa misliš, da je meni na kožo pisano? Ker ta dubajska je bila dobra, moram priznati. Bado, stari, nisem ti pokazal, Ja. imamo slovenski izdelek tudi. Slovenski izdelek, Slovenski avtohton izdelek, ali kaj? Pohorc. Kaj pa je to? Viagra? Pohorc, to je Ne, kaj boš pa omaka, tartufi, Pa se to ne imaš te fore, kaj kje že ste? pekoče. Kje ste to? Kje ste to? Pizda. To so pač to je slovenski proizvodnja, slovenska. No, in kje robi, tako dalje. kaj bi meni priporočal? Da bi bilo- Pizda, stari, Za kaj bi mene, tebi tako, ko me gledaš, priporočal? ko me vidiš, kaj bi meni dal, recimo, kaj mi najbolj paše? Imaš rad pekoče? Ja, ne. Pizda, pa ne vem. Ja, sladko imam jaz rad, Dani. Sladko, ja. Sladko. Kaj je tisto, kar misliš, da bi rekel, tole pa za tebe Istok, tole pa moraš ti probati. Ne? Ja. Je kaj takega za Istok fucking Gartnerja, ne imaš kaj takega, da je prav Bubble tea. Kjer je? Bubble tea moraš Bubble tea, kaj pa je to? To je pa sladki čaj Sladki čas, mehurčki. z v bistvu mehurčki, ja, Aha, ampak so, glavno not je taka kuglica, ja, ko jo pregrizneš, imaš še dodatni sok noter in dodatni okus po tem čaju. se pravi, to je to. To bi definitivno tebi bilo všeč. Ti in koliko je pa cenovne zgodbe, so mislim, je to dostopno vsem ljudem, so te, kar si Na zdaj nakazal? začetku smo Je bilo drago? imeli malo više cene, Ja? ja, definitivno zaradi tega, ker pač so tudi takšni pogoji glede vsega skupaj. Okej. Ampak zdaj pa delamo na tem, da smo najcenejša snack trgovina. Aha, ja, Delamo na pa se tem. splača vam pa, gre skozi. Seveda. No, upaš povedati, mislim, da ne boš te povedal. Ne ni, morem ampak, no, povedati. ne moreš nič glede denarja, pa tega Ne ne moreš. morem nič povedati. Gre pa v redu. Smo odprti že od oktobra in po moje, če nam ne bi zadeva laufala v Bi prvih zaprli, ne? 2-3 mesecih, bi zaprli. To je. In ljudje te kaj, vsak dan te tu najdemo? Zaenkrat ja, Ja? mislim, so tudi dnevi, ko me ni valjda. Ker mnogi zaradi tega pridejo do tebe, Tako, tudi vidijo, ne? in pol pridejo sem in mi mama reče, kurva, 2 uri smo se vozili, da te vidimo, pa te ni bilo. Ja, samo skozi pa tudi ne moreš biti. Ne? Ja, tako je, pač imam neke še svoje stvari, Ja. definitivno zraven. Ampak ja, bo pa cajt, ko pa več ne bom tu. Tako da, Ne mi povej, če ob koncu omenimo še 2 človeka, pa zares končama, tale najin prijatelj Koci. Ne? On je tudi včasih po celu srečam, je zanimiv Brat patron. Koci je tu Rad vsak pride, dan. hele? Vsak dan je tu, čeprav Pa kaj, danes ga ni bilo. pride jesti, ali kaj, ko si kupi, kar na obisk pride. Pride se družiti, stari, kot je taka dušica. Ja, Koci- pojava prava. Ne? Ja, stari, jaz sem fasciniran nad tem človekom, ki veš, meni je cilj zaslužiti milijon, jaz se kar jebem z nekimi stvarmi, ko mi niso pomembni, kot si pač obstajaš, tekaš, Ja. njemu je Snack King največje dogajanje v lifeu. Svaka čast. In ne da bi se norčeval z Ne, njega, ja, jaz vem. se folk misli, ja, kot si tebe Dani izkorišča za promocijo. Ja, ja. Kako promocijo, Ja, ja. stari, jaz mu dam tisto čokolado, Ja. on pa z veseljem dela live, kak je to čokolado. Ja, razumem, ja. In mi je bolano, pač kot si je meni idol glede te sreče, štekaš. On je srečen, da mene vidi, on je srečen, da to je njegova najljubša pijača. Kjera? Dr. Pepper kokos. Dr. Pepper. In ko je nismo imeli, Ja. je bil pač detuno, fuck, stari, kaj nijate, Dr. Pepper, ono. Ko smo jo pa nazaj dobili, je ded se pripeljal s kolesom, pa nabavil 3 štekaš, ono, in je bolano to. Ti, zakaj me nisi povabil na otvoritev, ti pizdun, ne? To mi bo zdaj. Nisem te povabil na to. Ne, nisi me povabil, ker kaj, da slišim te zdaj, kaj je razlog bil? Fakt, ne vem, stari. Ne veš, ne pozabil si na mene, ne? Nisem Pozabil si na glavnega frajera v celo, ne? Da prije noter pa reče, Jaz evo, sem Snack King, pozabil, ne? da si ti v Celju takrat. Pozabil si? Jaz Kje si na Hollywoodu, ali kaj? Ne vem, nisem imel v glavi to, da si ti Celjan. Celjan sem, že 50 let.
Odkar si se rodil? Odkar sem se rodil. Pizda, jaz to ne bi mogel. Celje rojen, celje umrem. Ja. Ti, kaj pa ta tvoj kamerat, Miki, ne Miki, Miki je foter, Vlahovič, kako mu je ime? Vlahovič? Kako mu je ime? Mark Vlahovič. Mark, ja, kaj pa on tudi večkrat pride, ne? On je pa moj starejši brat, stari. Aha, vem, da sta doskrat se družita. On je moj starejši brat, on je meni inspiracija glede vsega. No, ker foter njegov bo na roastu mojem, ne, mi bo jebo mater. Ne? Res? Ja, Bolado, en izmed njih, ki smo prijatelja dobra s fotrom. No, glih ne morem za njegovega fotra reči, da je pa on meni kot deda, Ja. foter pač. Z Vlahotom smo se tako spiritualno ujela, da... Opa, čakaj sekunda. Malo sem prehlajen. Ko si naredil zdaj? Ok, nisem imaš kokain tu pizda. Jebemo matere, ja. A sta kolega, prava. Ti pa zdaj malo otročka ima, ne? Ja, No, zato te veš, sprašujem, kak je lušno, te kaj navdušuje, da bi ti tudi to zgodbo naredil? Sta že bolj tam mojo s tvojo? punco, bolj Kajo navdušuje, ko se igra z Tamalo. Pač meni je luškana pa vse, ampak definitivno še ne bi zdaj imel otroka. Saj si še Vlaho mlad, ne. je prvo poskrbel za sebe in za svojo punco, zato da je lahko imel. Pa prvo sta imela kužeka, da sta se vsaj nekako navadila, kot pa imela. Vse je prej tvoja rekla, da hoče kužeka, najprej mi je rekla, ne? Pa mogoče otroka, ne? Ja. Dani, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, kaj bi jim sporočil ob To koncu? naredi TikTok klip. Kaj bi rad? TikTok klip naredi iz tega pol. Ti TikTok klip, sem že pozabil, kaj je to TikTok. Ja. Če nimaš več TikToka, kaj je ne Imam TikTok klip? TikTok, imam. Imaš, pod kaj si zdaj? Jaz sem Dani. Pa če je Dani, 150 000, ti si ni tvoj. Če imam, no, jaz sem Dani 2 i-ja. No, daj, povej, kam. Ja, nič, mislim, definitivno bom še kar na socialnih omrežjih se bom pojavljal, tako kot sem se do zdaj skozi pojavljal. Tako da, kaj si že rekel, naj povem? Nekaj pametnega za konec. Nekaj pametnega za na konec. Ja. Da še bom kar vztrajal pri svojih ciljih, sanjah in bom še kar tukaj za vas, da se nasmejite ob mojih vsebinah in to je pa to. Zakaj bi to bil TikTok klip, če si ful nekaj povedal, kar Ja, nobenega ne vem, ja, zanima? ne tega Zakaj bi bil to delati. Ja, TikTok klip, pizda, ne? Daj nehaj, ne. Dani, lepo bodi, uživaj, drži se, s tabo bom tudi končal, ponavadi končam s sabo ali z gostom in tabo, ti si pa tokrat sam v kadru. Hvala. Hvala ti lepa za tale izčrpen pogovor. Izčrpan pogovor. Izčrpen pogovor, upam, da smo se kaj naučili drug od drugemu. Ne? V seksu te nisem nič vprašal in pri tem ostanem. S tem sem te presenetil, s tem, da te nisem to vprašal. Pa se že takrat me nisi nič kaj takega Ko te nisem smel, ko si bil star 12 let. A veš, Koliko sem bil takrat star? 16? Ne. 17? 3 leta nazaj je moglo to biti. Ja, 3-4 leta, ja, nisi bil polnoletni še. 17. Nisem bil polnoletni. Ko sem te vprašal nekaj punce, si kar v tla gledal. Ja. Ok, Dani, hvala Hvala ti, ti. nič, uživaj, drži se. Čau. Adijo.